V 15. kolu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Domžal odpotovali v Kidričevo, kjer so se pomerili z 8. uvrščenim Aluminijem. Obe ekipi sta v prejšnjem kolu izgubili na domačem igrišču. Aluminij z 0:3 proti Gorici, Domžalčani pa v derbiju kola z 0:1 proti Mariboru. Trener Simon Rožman je v udarni enajsterici opravil 4 zamenjave. V vrata se je vrnil kapetan Dejan Milič, v obrambi je kaznovanega Tilna Klemenčiča nadomestil Darijo Melnjak, njegovo mesto na krilu pa je prvič zasedla odmevna okrepitev Agim Ibrahimi. V zvezni vrsti je pred Markom Alvirjem prednost dobil Zenih Usmani, na desnem bočnem položaju pa je Matijo Široka zamenjal soimenjak Matija Rom. Pred okoli 200 gledalci so tekmo sredine igrišča začeli nogometaši Aluminija, ki so prvič žogo pred vrata dvakratnih državnih prvakov poslali v 5. minuti. Po predložku Matica Vrbanca je vratar Dejan Milič sicer uspešno posredoval, a je ob pristanku na zelenico nesrečno stopil na svojo levo nogo in si izvil gleženj. Izkušeni čuvaj mreže ni mogel nadaljevati z igro in potrebna je bila zamenjava. Vstopil je Ajdin Mulalič, ki je vknjižil svoj 3. nastop v najmočnejši slovenski ligi. V 16. minuti dolga podaja Dejana Petroviča v kazenski prostor rumenih. Tam je bil Žiga Škoflek, a se je z odličnim posredovanjem izkazal Jure Balkovec. Domžalčani so šele v zaključku prvega polčasa uspeli najti odgovor na agresivno igro Kidričanov. V 37. minuti je s prostega strela zapretil Balkovec, a se je z odlično obrambo izkazal Luka Janžekovič. V 2. minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa je z razdalje poizkušal Senijad Ibričić, ki je meril previsoko. Tik pred koncem prvega polčasa pa še podaja nekdanjega reprezentanta Bosne in Hercegovine Skota, domači pa so se z nekaj sreče ubranili in ostalo je pri neodločenem izidu 0:0. Med odmorom je strokovno vodstvo Domžal opravilo že drugo zamenjavo na tekmi. Vetriha je zamenjal napadalec Lovro Bizjak, ki je poleti v Domžale prestopil prav iz Aluminija. V drugem delu so dvakratni državni in pokalni prvaki zaigrali veliko bolje. Bizjak je ob stranski črti zaposlil Balkovca. Slednji je žogo zavrnil do Ibričića, ki je zatresel mrežo domačih, a je glavni sodnik Bojan Mertik gol razveljavil, saj je pred strelom označil prekršek Andraža Kirma nad Nemanjo Jakšićem. V 61. minuti nov napad po levi strani. Kiram je z avta podal do Ibričića, ki je žogo odlično vrnil Kirmu. Slednji je poslal močan predložek pred vrata, kjer je Marijo Jurčević v zadnjem trenutku odbil pred Ibrahimijem. 2 minuti pozneje priložnost tudi za Aluminij. Po podaji z avta je v obrambi rumenih pobegnil Marko Nunić. Njegov strel z 18 metrov je zletel mimo leve vratnice. V 72. minuti so znova zapretili domačini. Jurčević je uspešno preigraval na levi strani, poslal je predložek na prvo vratnico, kjer je Ibrahim Mensah z glavo streljal mimo vrat. V 80. minuti pa odločilen trenutek tekme. Kiram je prišel do žoge na polovici Aluminija, podal je v kazenski prostor, kjer je preigraval Bizjak. Po posredovanju Janžekoviča je žoga znova prišla do Kirma, ki jo je z 10 metrov pospravil v spodnji desni kot domačih vrat. To je bil prvi gol nekdanjega reprezentanta Slovenije v letošnji sezoni in že 23. v rumenem dresu. S tem se je na 7. mestu večne lestvice strelcev Domžal v prvi slovenski ligi izenačil z Daliborjem Stevanovićem. 3 minute pozneje so imeli domačini lepo priložnost za izenačenje. Jakšić je z globinsko podajo v ogenj poslal Ibrahima Mensaja. Slednji je poizkušal strelom v dolgi kot, a je meril mimo desne vratnice. Pred vrati Mulaliča je bilo vroče tudi v 88. minuti. Po podaji Vrbanca se je žoga pred vrati večkrat odbila, na koncu pa so jo gostje uspeli odbiti v nov kot. To je bila tudi zadnja priložnost na tekmi in ostalo je pri prvi minimalni zmagi Domžal v letošnji sezoni. Pa da, bilo je baš na mišiće, bilo je baš borbena utakmica od prve sekunde, malo nas je možda i uspavalo kad se Milić ozlijedio, pa smo tu imali 5 minuta neke stanke i onako hvatali konce, počeli zadnje 10 minuta u prvom poluvremenu igrati. U drugo poluvreme se nastavilo sve isto kao u prvom poluvremenu, samo pokušavali jedni i drugi, na kraju mi smo uspjeli zabiti gol i dobiti utakmicu. Pred prvoligaškimi klubi je reprezentančni odmor, ki ga bodo četrto uvrščeni Domžalčani izkoristili za prijateljsko tekmo v Zagrebu. V soboto ob 14. se bodo namreč pomerili s tamkajšnjim prvoligašem Lokomotivo.